Ob ozadju trajajoče vojne na Bližnjem vzhodu, obisku Benjamina Netanjahuja v Beli hiši in naraščajočih varnostnih napetostih v Judeji in Samariji, v Izraelu je čas primarnih volitev. Nadaljujemo našo serijo intervjujev z izraelskimi voditelji, ki vstopajo v politični boj, da bi oblikovali prihodnost Izraela. Danes govorimo z nekom, katerega ime očitno manjka na primarnih volitvah Likuda. Dolgoletni vodilni član Likuda, Juli Edelstein, ki zdaj pravi, da utira novo pot za zastopanje izraelske desnice. Sem Elana Mazal Diamant, izvršna direktorica Izraelskega foruma za pravo in svobodo. In to je temeljni zakon. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili, gospod Edelstein. Z veseljem, hvala za povabilo. Resnično čast mi je. Nadaljujemo serijo, v kateri se pogovarjamo s političnimi veterani, političnimi kandidati o njihovi viziji za prihodnost Izraela. O različnih vprašanjih, vendar s poudarkom na pravnih vprašanjih in vprašanjih vladanja. Veselim se današnjega pogovora z vami. Bila bi hvaležna, če bi lahko povedali nekaj o svoji življenjski poti, ki je resnično navdihujoča. Začeli ste poučevati hebrejščino v Sovjetski zvezi. Bili ste zapornica Siona. Prišli ste v Izrael in se povzpeli po politični lestvici. Bili ste ministrica, predsednica Kneseta in tako naprej. Mislim, da je to zgodba, ki si res zasluži, da jo slišimo, preden se kasneje v oddaji lotimo vsebine. Če bi si lahko vzeli nekaj minut in nam to predstavili. No, najprej poskušam ugotoviti, ali sem na tej točki veteran ali politični up. Ampak, če se vrnem v zgodovino, rojen sem bil v nekdanji ZSSR, leta 1979, sem zaprosil za izstopno vizo. Star sem bil 21 let. Bil sem zavrnjen, niso mi odobrili izstopne vize in postal sem tisto, kar imenujejo refuznik. In hkrati sem se sam naučil hebrejščine in nato začel učiti še druge. Hvala Bogu, nihče ni zahteval potrdil in ni poskušal preveriti, kako je takrat zvenela moja hebrejščina. Ampak imel sem izkušnje kot študent jezikov na univerzi, tako da sem bil v bistvu usposobljen za poučevanje tujih jezikov. In imel sem dovolj veliko število tečajnikov, večina med njimi, ne vsi, ampak večina izmed njih, refuzniki, ki so bili v istem položaju kot jaz. Oblasti so se na neki točki naveličale mojih dejavnosti, kot tudi dejavnosti drugih učiteljev hebrejščine. Leta 1984 so me aretirali. Definitivno ne zaradi poučevanja hebrejščine. Tudi v nekdanji Sovjetski zvezi ni bilo takega zakona, ampak zaradi nezakonite posesti drog. Nekaj mojih kolegov je bilo aretiranih zaradi nezakonite posesti orožja ali napada na policista in vseh mogočih drugih izmišljenih obtožb. Leta 1987 sem bil izpuščen kot predzadnji, sionski zapornik, ki ga je izpustil Gorbačov. Imeli so pravni problem z mano, ker nikoli nisem priznal svojih zločinov, kar pomeni, da nikoli nisem pristal na priznanje nezakonite posesti drog. Zato so razmišljali, kako naj me izpustijo. In na koncu so res našli rešitev. Bil sem izpuščen, kmalu sem dobil izstopno vizo. In julija 1987 prispel v Izrael. Rekel sem sebi in vsem okoli sebe, celo natančen stavek se spomnim. Rekel sem, plačal sem svoje davke judovskemu narodu. Dovolj je dovolj. In če se vrnem k svoji poklicni karieri, nikoli ne bi sodeloval v javnem življenju. In kot pravi stari judovski pregovor, ko človek načrtuje, se Bog smeji. Začel se je velik val alije, priseljevanja iz nekdanje Sovjetske zveze. Za nas, nekdanje begunce in zapornike Siona, je bilo to kot uresničitev sanj. In nekateri izmed nas smo se najprej resno vključili v javne dejavnosti, nevladne organizacije. In na neki točki smo ugotovili, da je veliko lažje, če ne lobiramo pri drugih, ampak da poskusimo biti izvoljeni sami, da bi rešili vprašanja, probleme in izzive tega velikega vala alije. In tako sem bil prvič izvoljen v Kneset, služil na različnih ministrskih položajih in bil predsednik parlamenta 3 mandate. In tukaj smo zdaj v tem studiu in se pogovarjamo.
Tako si nekako uspela preskočiti celo nekatere bolj barvite in tudi bolj boleče dele te izkušnje. Spodbudila bi gledalce, ki jih to zanima, naj si ogledajo nekatere tvoje prejšnje intervjuje v angleščini o tem, kaj si doživela, ko si bila v zaporu, in več o tem, kaj si počela v tako težkih razmerah. Ampak za zdaj bomo nadaljevali. Res si zasedala izjemno veliko visokih položajev. Mislim, da si bila ministrica za vključevanje priseljencev. Seveda si rekla, da si bila predsednica Kneseta. Bila si ministrica za zdravje med korono. Bila si tudi, o tem bova govorili nekoliko kasneje, do pred kratkim v Knesetu predsednica odbora za zunanje zadeve in obrambo. In zdaj si povedala, da zapuščaš Likud, da začneš novo politično pot kot predstavnica desnice? Rada bi razumela, samo da lahko začneva ta pogovor, kakšna je ta nova pot in kako se razlikuje od stare poti. Karkoli že to je. Razložite nam. Mislim, da gre za načela, ista načela, za katera sem mislil, da jih je Likud zagovarjal. Vsaj v mojih letih v Likudu, dežela Izrael. In žal, ko je bila zakonodaja mislim, da pred približno pol leta predložena plenarni seji o suverenosti v Judeji in Samariji, sem bil edini član Likuda, ki je glasoval za to. Kar zadeva vojaško službo, ni skrivnost, da če jasno in glasno povemo, da nismo pripravljeni na umike, smo že imeli dovolj izkušenj z sporazumi iz Osla in nato z enostranskim umikom iz Gaze. Mislim, da smo se iz teh lekcij nekaj naučili. Torej, če ne govorimo o umikih, potrebujemo vojsko, ki bo sposobna braniti vse naše meje. In žal, kot predsednik odbora za zunanje zadeve in obrambo, vsi moji poskusi, da bi razširil krog vpoklicanih v IDF oziroma izraelske obrambne sile, z vključitvijo naprimer ultraortodoksne populacije, vsaj dela nje, tisti, ki niso redni študenti ješive, niso bili podprti, milo rečeno, strani Likuda in predsednika vlade, in na koncu je to privedlo do moje razrešitve s položaja predsednika odbora za zunanje zadeve in obrambo. Tako so med vse te stvari skupaj pripeljale do zaključka, da verjetno ne sodim v današnjo frakcijo Likuda. To je bila zelo boleča odločitev, moram vam povedati. Ker sem bil na predizborih Likuda izvoljen na zelo visoke položaje, vključno s prvim mestom. Kar pomeni, da je med člani stranke Likud veliko prijateljev in podpornikov, ki so bili, mislim, mnogi med njimi razočarani nad mojo odločitvijo. Ampak meni se ni zdelo pošteno zasedati sedež Likuda, kadar se ne strinjam s politiko stranke glede tako pomembnih vprašanj. Pravzaprav sem nameravala to omeniti nekoliko kasneje, ampak bom zdaj. V zadnjih nekaj letih so bile med vami in stranko vsaj 3 pomembne razlike v stališčih. Ena, ki ste jo omenili, je bilo glasovanje za uporabo izraelskega prava v Judeji in Samariji. In to je bilo. Za tiste, ki spremljajo novice, je bilo to v času obiska podpredsednika Vanca, kar mislim, da je vplivalo na pripravljenost Likuda za sodelovanje. Kar pomeni, da tega niso želeli storiti medtem, ko je bil on tukaj. Kljub temu pa je glasovanje potekalo in vi ste bili edina oseba, ki ste, kot ste rekli, prelomili strankarsko linijo. In še ena stvar je bila, o kateri bomo govorili bolj podrobno, je povezana s prizadevanji za sprejetje nekakšnega zakona o naboru. In večkrat ste javno kritizirali predlagane osnutke kot preprosto nezadostne, če ne celo slabše. To boste morali povedati s svojimi besedami. In potem še zadnja stvar, ki je prav tako zanimiva, je povezana s pravosodno reformo. Tudi ta. Ne vem, in spet nam boste morali povedati, kakšna razhajanja ste imeli glede same vsebine. Ampak ste tudi postavljali pod vprašaj način, kako so jo javno potiskali naprej. In to je bilo kljub temu, da ste vi, in tudi o tem bomo morali govoriti. Ampak vi ste ena najpomembnejših oseb, bili ste v središču enega najpomembnejših primerov Vrhovnega sodišča v zadnjem desetletju. In imeli ste neposreden spopad z Vrhovnim sodiščem. Zakaj ne bi najprej začeli z vprašanjem vpoklica Haredijev? Saj vem, da je to trenutno v mislih vseh.
Potem pa bomo prešli še na ostala vprašanja. In mislim, da prehod ne bo tako velik, kot se zdi. Ali lahko kot nekdanja predsednica odbora za zunanje zadeve in obrambo pojasnite, kako velik izziv to predstavlja za Izrael s strateškega, gospodarskega in družbenega vidika? To je pravzaprav bistvo. Ne gre za neko abstraktno razpravo o enakih pravicah ali dolžnostih za vse, gre za nekaj zelo praktičnega. V praktičnem smislu izraelske obrambne sile potrebujejo več vojakov. Število, ki ga izraelske obrambne sile trenutno uporabljajo, je približno 12.000 dodatnih vojakov, ki jih nujno potrebujejo. In mislim, da je edina možnost, da poskušamo doseči to številko, če nekaj spremenimo glede ultraortodoksne skupnosti v tej državi. Zdaj, popolnoma razumem, da te spremembe ne moreš narediti v enem dnevu. Tudi moji predlogi so bili kritizirani s strani mnogih rezervistov in drugih so rekli, da so zelo blagi in da so prevelik kompromis. Ampak popolnoma sem se zavedal, da če želimo nekaj, kar bi lahko nekako sprejela ultraortodoksko vodstvo, moramo ponuditi kompromis. Na koncu se je žal izkazalo, da kompromis ni bil mogoč. Njihovi člani Kneseta in njihovo vodstvo nikoli niso pristali na kakršenkoli kompromis, ki bi vodil do dejanskega vpoklica v vojsko. Zdaj, pred kratkim sem rekel, da je bilo vaše vprašanje odlično, ker ne gre samo za vojsko. Neposredna posledica služenja v vojski je, da potem bodo ljudje lahko vstopili na trg dela v tej državi. Govorimo o gospodarstvu in o situaciji, v kateri smo po 3 letih vojne. Redno delo, plačevanje davkov in vse to strani pomembnega dela prebivalstva bi lahko resnično vplivalo na stanje izraelskega gospodarstva. Brez tega bo to le breme za tiste, ki delajo in plačujejo davke. Zadnje, a nikakor najmanj pomembno, je nekaj, kar me zelo moti. In to je razkorak, ki mu smo priča. Ker med prebivalstvom, ki služi v vojski, da ne govorimo o družinah, ki so izgubile svoje ljubljene, ampak samo družina, kjer oče ali mož izgine za 300 dni, 400 dni zaradi služenja v rezervi, se v mnogih primerih izpostavlja nevarnosti. Takšna družina se mora soočiti s situacijo, kjer njihovi sosedje, v nekaterih primerih celo sorodniki, ne razumejo, o čem govorijo. Oni preprosto živijo svoje običajno življenje, normalno življenje. In kot sem rekel, sem res zaskrbljen, ker stvari, ki jih slišim okoli sebe, in jezik, ki ga slišim okoli sebe, niso nekaj zelo zdravega v naši državi. Smo judovska država. Želimo razumeti, da obstajajo različni načini, kako biti Jud. Vključno seveda z ultraortodoksnim načinom življenja. Ampak to, kar se dogaja zdaj, ni dialog. To sta dva monologa. To je kot dva gluha človeka, ki poskušata govoriti drug z drugim. Kako bi po vašem mnenju izgledal idealen zakon o naboru? Ne, da bi šel preveč v podrobnosti, in zagotovo sem razpravljal o vsakem odstavku v tej zakonodaji, ampak število raste vsako leto, z očitno razliko med tistimi, ki grejo služiti vojsko, in tistimi, ki se vojaški službi izognejo. In s podporo določenemu številu tistih, ki resnično študirajo Tora od jutra do poznega večera. Takšni ljudje obstajajo. Potrebujemo jih, vendar bi jih moralo biti določeno število. Ne pa situacija, s katero se soočamo zdaj, ker lahko vsak, oprostite, praktično vpiše v ješivo, ne da bi jo sploh enkrat obiskal. Ker ena od stvari, s katerimi se ultraortodoksni establishment nikoli ni strinjal, je bil strog nadzor nad ješivami. Za njih je nekakšen kos papirja od enega od rabinov dovolj kot dokaz. Jazz.
Skoraj oklevam, da bi postavila to vprašanje. Ampak ker se osredotočamo na kadre in številke, ali ima arabsko prebivalstvo v Izraelu tudi kakšno vlogo? Ni vam treba oklevati, res ni treba, to je v redu. To vprašanje so mi zastavili že velikokrat in moral sem preusmeriti pozornost vseh. Pozornost vseh se mora usmeriti na dejstvo, da je bila zakonodaja, ki je prišla v moj odbor, vladna zakonodaja z naslovom Nabor ultraortodoksne mladine. In popolnoma prepričan sem, da mora potekati resna razprava o vlogi arabskega prebivalstva. Ne bodo vsi služili v vojski, ampak mislim, da je veliko primerov, kjer bi lahko ta populacija prispevala k varnosti države Izrael. Ni nam treba iti predaleč. Med zadnjimi vojnami, Ko sta Hezbolah in Iranci izstreljevala rakete in pošiljala drone v državo Izrael, mislim, da kar zadeva tisto, kar imenujemo civilna zaščita, arabsko prebivalstvo bi lahko bilo v veliko pomoč, celo v svojih lastnih mestih in krajih. In ne nujno samo v svojih lastnih mestih in krajih. zdaj pa poskusimo preiti na sistemsko vprašanje, ker je to očitno primer dolgotrajnega zakonodajnega prizadevanja skozi več različnih mandatov, da bi poskušali rešiti določen problem. Ni se zdelo, da bi to res prineslo rezultate. Ali pa je morda prineslo rezultate, na to pa so morda posredovala sodišča. Slišala sem že veliko različnih razlag, zakaj smo tam, kjer smo. Včasih je za to popolnoma kriv politični sistem. Včasih so kriva sodišča. Včasih je kriva kombinacija obeh. Glede na vaše bogate izkušnje v zakonodajni in izvršni veji oblasti, bi rada razumela dve stvari. Ena se nanaša na to, in lahko to uporabite kot primer, izzivi uveljavljanja agende skozi koalicijski sistem. In ali je ta obstoječi sistem, kakšne so njegove prednosti ali slabosti, kaj bi vi spremenili pri njem? In potem bi rada na to pogledala še z druge perspektive. Torej sodelovanje s tistim, kar pogosto kritizirajo kot pretirano dejavno birokracijo in sodstvo, kadar kot političarka deluješ v teh dveh vejah. Ampak začnimo s tem, s težavnostjo uveljavljanja določenega programa, koherentnega programa skozi trenutni sistem. To je objektivna težava, vendar sem povsem za koalicijski sistem v naši državi, ker smo še vedno razdrobljena družba, smo še vedno mlada država in nisem prepričan, da je ideja, ki jo včasih sliši, veste, da moramo sprejeti ustavo, ustava v Izraelu manjka, potrebujemo le večino, 61 glasov. Nisem prepričan, da je to modra izjava in nisem prepričan, da je to tisto, kar država potrebuje. Potrebujemo soglasje o številnih vprašanjih. Moram pa reči, in včasih priznam svoje napake, morda se sliši čudno, ampak včasih jih res jazz. Vedno sem govoril, da je edini način, da resnično nekaj spremeniš v situaciji z naborom ultraortodoksnih judov, je, ko so ultraortodoksne frakcije del koalicije. Takrat lahko dosežeš dogovor in greš naprej. Nisem prepričan o tem. Mislim, da psihološko trenutno zanje obstaja velika težava sprejeti, kot sem rekel, kakršenkoli kompromis. Morda je torej rešitev tukaj ustvariti široko cionistično koalicijo, cionističnih frakcij, ki prihajajo z obeh strani političnega spektra. In še vedno pripraviti zakonodajo, ki ni, oprostite mi, ker sem tako neposreden, ampak to ni vsa ta demagogija, ki jo slišimo med volilnimi kampanjami, kako bodo jutri vsi upoklicani in bodo vsi šli v brigado Golani, brigado Givati in k padalcem. To se ne bo zgodilo. Ampak mislim, da je treba pripraviti resno zakonodajo, da začnemo napredovati. To nam bo po eni strani omogočilo, da bomo lahko, kot sem že večkrat omenil v tem pogovoru, razširili krog vpoklicanih v IDF, kar je zelo potrebno. Po drugi strani pa po nekaterih protestih, ki prihajajo iz ultraortodoksnih frakcij, mislim, da obstaja dobra možnost, da se bodo stvari bolj ali manj vrnile v normalno stanje in da se bo situacija nadaljevala. Ja, ampak glede mnogih drugih vprašanj bom to ponovil še enkrat, mislim, da je to dobra stvar. Da je to potrebno. Oblikovati koalicije. Včasih je res,
To otežuje sprejemanje stvari v knesetu, kar ni vedno slabo. Veste, zakonodaja, ki je sprejeta v enem dnevu. Spomnim se, kot predsednik sem se večkrat prepiral s koalicijo, katere del sem bil, da ni tako dobra ideja poteptati kneset in iti naprej. Ker potem po enem ali 2 mesecih se izkaže, da je veliko členov, ki so kontraproduktivni. Težko jih je izvajati in tako naprej. Bolje je imeti razpravo v odboru, kjer so vsi slišani, kjer pridejo ljudje od zunaj, ki niso člani kneseta in izrazijo svoje mnenje. In potem dobiš neko zakonodajo, ki je bila že ustrezno obravnavana. In tako lahko deluje. Govorite o gradnji soglasja. Priznam, da sem relativno nova v Izraelu. Ampak zelo težko se spomnim časa, odkar sem tukaj v zadnjem desetletju, ko bi obstajal konsenz glede kakšnega vprašanja, razen, recimo, boja proti zunanjim sovražnikom. Ali obstajajo vprašanja, kjer je takšen konsenz obstajal? In kako ga zgradite pri najbolj ključnih vprašanjih današnjega časa? V redu, najprej si moramo biti povsem na jasnem, da dosežen konsenz o določenem vprašanju ne pomeni enotnosti ali popolnoma enakega mnenja. Smo, kot sem že rekel, razdrobljena družba. Nismo vojaška enota, kjer morajo vsi korakati po istem ritmu. Ob tem pa vam bom dal najbolj kontroverzen primer, nekaj, kar je onemogočilo premostitev med pristopom tako imenovane izraelske levice in izraelske desnice. In govorim o ustvarjanju oziroma priznanju palestinske države. Pred 10 leti to je bil problem in to ste lahko videli v vseh anketah. Res je razdelilo izraelsko družbo skoraj na 2 enaka dela. V zadnjem knesetu 2-krat je bilo glasovanje, izjava, ne zakonodaja, izjava o nasprotovanju izraelskega kneseta o ideji palestinske države. Ne spomnim se, oprostite, natančnih številk, ampak mislim, da je bilo od 120 članov kneseta, pri enem glasovanju je bilo nekaj čez 90, drugo pa je bilo blizu 80. Kar pomeni, da, mimogrede, omenil sem različne ankete tik pred volitvami. Mislim, da medtem ko govorimo, v Izraelu je bilo opravljenih 10 novih anket, ampak v vseh njih ugotoviš, da obstaja zelo široko soglasje glede ideje palestinske države, kar pomeni, da velika večina Izraelcev tej ideji nasprotuje. Mislim, da je edina stranka v knesetu, tako imenovani demokrati, prej znani kot laburisti, da v vseh anketah dobijo približno 10 sedežev, odkrito pravijo, da podpirajo to idejo. Kar pomeni, kaj? 10- prebivalstva, malo več. Za trenutek bomo govorili o vprašanju suverenosti, nato pa se bomo resno lotili pravosodnih vprašanj. Povej mi o glasovanju. Medtem ko je bil podpredsednik Vance tukaj, o samem glasovanju, pa tudi, kot ga vidiš ti, pomen in prihodnost suverenosti nad Judejo in Samarijo. No, glasovanje je bilo zame, kot da ni bilo vprašanja, ni bilo dileme, ker sem vedno podpiral idejo uveljavitve izraelske suverenosti nad Judejo in Samarijo. Rekel bi z rahlo ironijo, dolgo preden je to postala priljubljena ideja. Mislim, da moramo v to vprašanje vnesti jasnost in vso to nasilno vedenje, da je to naše, a v resnici ni naše. Je to in je ono, mislim, to daje vse vrste lažnih upov našim sovražnikom in celo nekaterim našim podpornikom, ki preprosto niso prepričani, kakšno je naše stališče glede tega vprašanja. Tako da ne morem biti in upam, da nikoli nisem bil in tudi ne bom v situaciji, kjer bi javno podprl določeno idejo. In ko pride do resnega trenutka in je glasovanje, pobegnem.
Glede same ideje, še enkrat, mislim, da je precej jasno, da se to ne bo zgodilo v enem dnevu. In ko govorimo o soglasju, obstajajo določeni deli Judeje in Samarije, ki uživajo široko soglasje, široko podporo v celotni izraelski populaciji. Torej, lahko bi začeli tam. To se je zgodilo z vzhodnim Jeruzalemom. Svet še vedno stoji. Tako da ne mislim, da se bo svet razpadel, če se bo to zgodilo tudi v tej fazi z Male Adumimom, Guš Ecionom, Arielom. In z vsemi drugimi kraji, ki so dobro znani vsem Izraelcem. Kot sem rekla, uživajo široko soglasje. In veste, tudi v praktičnem smislu, to niso kraji, ki bi jih kdajkoli kdo komu predal. Zato mislim, da je jasnost tukaj. Zelo pomembna. In to nam bo pomagalo, da se v prihodnosti izognemo mnogim nerodnim situacijam. Nekateri bi rekli: vse to je lepo in prav, zelo pomembno. Ampak zakaj, ko je bil podpredsednik Vance tukaj? Ali pa v primeru Haredimov, na primer, bodo rekli: zelo, zelo, zelo pomembno, popolnoma se strinjam. Ampak če koalicija zdaj pade, ko smo na tako občutljivem mestu, glede varnosti, kaj? Veš, kaj lahko narediš. Kakšen je tvoj odgovor na te argumente? No, najprej, kar se tiče časa tega obiska ali onega obiska, jaz spomnim se pred mnogimi leti, danes se vsi smejijo in tisti, ki so mladi, sploh ne verjamejo, da je bila to resnična situacija. V Jeruzalemu je ogromna soseska, razmeroma nova soseska, ki se imenuje Har Homa. Mislim, da tam zlahka živi več 10.000 ljudi v čudovitih modernih stanovanjih, različnih vrst Izraelcev, verni, neverni. To je del Jeruzalema. Ko sem bil minister za vključevanje priseljencev, začeli smo gradnjo na tem območju v Har Homi. In bili so protesti in govorilo se je o priključitvi palestinske zemlje. Vsi mednarodni novinarji so bili tam. In spomnim se, da sem nekoga, ki sploh ni vedel, da je to del Jeruzalema, peljal naokoli, da mu pokažem, mislim, da je bila to ekipa BBC-ja, ki je pristopila k meni in mi zastavila prav isto vprašanje. Rekli so: gospod minister, popolnoma razumemo, kaj vsi pravite o svoji pravici in da je to del Jeruzalema. Ampak ali ne mislite, da je čas neprimeren? In spomnim se, kaj sem jim odgovoril. In to je tudi moj odgovor vam. Povedal sem jim, da sem preveril 3000 let nazaj in nikoli ni bil pravi čas za gradnjo v Jeruzalemu. Točno taka je situacija. Danes je ta obisk, jutri tisti obisk, potem so volitve, potem pa povolilno obdobje. In potem je še obisk bodočega predsednika in obisk prejšnjega predsednika. In potem je še neka mednarodna konferenca, ki se je mora udeležiti predsednik vlade, in nikoli ni pravi čas. Torej, če smo prepričani v to, kar počnemo, in ne mislim, nikakor ne bi smeli nikogar zafrkavati ali početi tega, kar imenujemo v hebrejščini, nisem prepričan, če obstaja angleški prevod za to, delati dafta ljudem, veste. Početi to samo zato, da jim pokažemo, da smo mi smo mi, da delamo, kar hočemo. To ni tako. Ampak zato tudi v tem intervjuju pravim, da razumem, da je treba te stvari ustrezno premisliti in jih narediti korak za korakom. Mimogrede, kritike v mnogih primerih prihajajo tudi z desne. Pravijo: razumemo, kaj mislite. Pravite, da bi morali območji Male Adumim in Guš Ecion, ki sta okoli Jeruzalema, kot pravijo, priključiti. Veste, da bi se nanju razširila izraelska suverenost. In preostale naše skupnosti lahko gredo k vragu, kar se vas tiče. To zagotovo ni moje razmišljanje. Ampak razumem, veste. To je nekaj, kar bi morali, je proces, ki ga moramo začeti. V bistvu smo ga že začeli z vzhodnim Jeruzalemom in z Golansko planoto. In ta proces moramo nadaljevati. Torej, dovolite mi, da nas končno premaknem na pravosodna vprašanja, ker jih resnično želim obravnavati. Postavila bom nekaj splošnih vprašanj in nato še nekaj bolj podrobnih. Predvidevam na politike usmerjenih vprašanj, samo da bi razumela vaše poglede. Kaj pravite na kritiko trenutnega ravnotežja moči med Knesetom in vlado, kjer zelo pogosto, ko intervjuvam ljudi v oddaji,
nam povedo, da je Kneset precej šibek glede svoje moči nadzora. In vlada je izjemno močna. Veliko močnejša, kot bi morala biti. Kar pogosto pomeni posledico za ljudi, ki podpirajo sodni aktivizem, da ni ravnotežja. Za Kneset in za sodišče, generalni državni tožilec, birokracija, vsi morajo biti izjemno močni. Zato bi rada najprej začela z vašo osebno izkušnjo, kot nekoga, ki je bil tako v izvršni kot zakonodajni veji oblasti. In kako ta dinamika izgleda. In potem še vaše misli o tistem drugem vprašanju, sodne moči. No, za začetek Kneset vlada. Vlada Kneset. Mislim, da na svojo oddajo vabite zelo vljudne ljudi. Ker reči, da je Kneset šibek in vlada močna, je res, veste, zelo blago rečeno. Kneset, mislim, da v primerjavi z vlado danes sploh ne obstaja. In povsem naravno bi bilo, da nadaljujem in rečem, da moramo za to kriviti vlado. To ni povsem res, ker so tudi člani Kneseta sami. Tisti v koaliciji še posebej ne razumejo svoje vloge. To vem ne zato, ker bi, veste, prisluškoval njihovim mislim ali pogovorom. Stvari so že kar nekaj časa uradno zabeležene, tudi ko sem bil predsednik. In potem zagotovo z vso tisto razpravo, ki ste jo večkrat omenili, ko sem bil predsednik odbora za zunanje zadeve in obrambo. A niste del koalicije? Samo stvari morate spravljati skozi. Kako lahko nasprotujete vladi? Naša naloga je, mimogrede, služiti vladi. Stvari, ki jih je uradno izrekel član koalicije. In ta celotna ideja, da je član Kneseta izvoljen, da služi vladi, še enkrat poskušal bom biti tako vljuden kot vi ostali gostje in rekel bi, da je to kontraproduktivno. In da bi spremenili situacijo, res potrebujemo, da Kneset postane veliko močnejši, da predsedniki odborov spoznajo, da sedijo na svojih stolih ne zato, da bi avtomatično potrjevali vladno zakonodajo. Mimogrede, ne gre samo za sporne vprašanja. Na začetku tega mandata je bila predložena določena zakonodaja. Pomembna zakonodaja je bila predložena mojemu odboru. Ni bilo ničesar resnično spornega glede tega. Obstajal je precej širok konsenz, vendar je bilo, veste, ni bilo ustrezno pripravljeno v začetni fazi. In ko smo preložili sestanek in rekli, da mora vlada na tem delati, minister, pristojen za to zakonodajo, je prišel v mojo pisarno, nov minister, brez parlamentarnih in vladnih izkušenj. In rekel je popolnoma enak stavek. Rekel je: Julij, ne razumem, ali niste del koalicije, zakaj morate imeti dodatne razprave? Samo potrdite zakonodajo. To je bilo precej iskreno, veste, nerazumevanje, kakšna je vloga parlamenta v našem sistemu in, kot sem rekel, res moramo to spremeniti. Je ta kultura, ki jo opisujete, nekaj novega? Je to nekaj, kar je vedno obstajalo? In če gre za spremembo, kaj mislite, da jo je povzročilo in kdaj? Poglejte, bodimo še enkrat brutalno iskreni. Lahko ste brutalni do Bog je bil nasprotnega tam. N, če želite. Lahko ste manj vljudni. Nič hudega. Vlada nima rada ideje, da bi nekateri člani Kneseta nadzorovali, veste, in kritizirali dejavnosti ali zakonodajo, ali zahtevali odgovore in tako naprej. To je precej očitno. Običajna šala je, da je Ben Gurion, veste, preselil Kneset v Jeruzalem, ker ni želel njegove prisotnosti v Tel Avivu. V rezidenci predsednika vlade in tam, kjer je ministrstvo za obrambo, je Ben Gurion. Če se spomnite, je bilo tudi vzporedno. Ministrstvo za obrambo ni želelo vseh teh ljudi okoli sebe in je preselilo Kneset v Jeruzalem. Torej, to ni nič novega. Sprememba je v tem, da vlada ni želela, da bi se Kneset vmešaval, medtem ko se je Kneset želel vmešavati. Kneset se trenutno noče vmešavati. Opozicija samodejno kritizira vse, kar prihaja od vlade. Naravno, čeprav ni vedno pametno.
Koalicija, kot sem že rekel, samo ubogljivo prikima, ko nekaj pride iz vlade. In rezultat je v mnogih primerih, da zakonodaja ni ustrezno urejena, ni resne razprave. Razprave v odborih se spremenijo v kričanje, ker v razpravi ni vsebine. In mislim, da to na koncu škodi ne političnemu sistemu, škodi vsakemu državljanu v Izraelu, ker zakonodaja ni nekaj abstraktnega, gre za naše življenje. Torej, glede na to, kar opisujete zdaj, kako gledate na to, kar so pogosto pritožbe? Bi rekla, da verjetno bolj zakonodajalcu na desni, čeprav ne izključno, da je pravno svetovanje, pravna birokracija v bistvu prevzela odločanje o politikah, ne glede na to, ali gre za sodišče, generalnega tožilca ali pravne svetovalce na ministrstvih. Ali je doseženo pravo ravnovesje? Je to samo po sebi izziv? Kako vi to vidite? Ta kritika je vsekakor upravičena. Zato sem bil tako razočaran nad načinom, kako so se začele trenutne sodne reforme januarja. 23 jih je bilo izvedenih, ker je to v bistvu pokopalo možnost za potrebne spremembe, namesto da bi jih spodbujalo. In spremembe so nujno potrebne. Ali lahko še enkrat poveste, ali lahko navedete nekaj primerov, recimo, zakonodaji ali politikah, ki so bile? Naprimer, lahkotnost, s katero Vrhovno sodišče razveljavlja zakonodajo Kneseta, ni nekaj zelo dobrodošlega. Še enkrat, ko ni razprave, ko se vse sprevrže v prepir z vpitjem, ko vlada uveljavlja karkoli želi, nekako lahko razumem Vrhovno sodišče, vendar to še vedno ni prav. In spomnim se, šlo je za poseben primer. Nekaj ni bilo pravilno. Razpravljeno med proračunskimi razpravami v finančnem odboru. Zahteval sem, kot predsednik Kneseta, zahteval sem dodatno glasovanje. Pravni svetovalec Kneseta je popolnoma podprl moje stališče in zahteval dodatno glasovanje. Odbor je okleval. Medtem je nekdo šel na Vrhovno sodišče in Vrhovno sodišče je podprlo moje stališče ter stališče pravnega svetovalca Kneseta. In javno sem izrazila svojo jezo nad Vrhovnim sodiščem. Sodnik, ki je izdal to sodbo, je nekdo, ki ga osebno poznam. In kasneje je rekel, veš, ne morem razumeti, podpirali smo opozicijo. In rekel sem mu, nimaš pravice se na tak način vmešavati v zadeve Kneseta, in če bi resnično želel vsiliti svoje mnenje odboru, bi imel svoje načine. Lahko bi rekel, da proračun ne bo prišel na plenarno sejo, dokler ne boste imeli dodatnega glasovanja o tej zadevi. Predsednik parlamenta ima pooblastila za to. Nažalost, veste, kaj se dogaja v Knesetu, in tukaj ste zadeli bistvo. Zakaj je Kneset tako šibek? Ker je polovica Kneseta, recimo danes, opozicija v Knesetu bi bila zelo vesela tega, kar govorim, glede odnosov med Knesetom in vlado. In koalicija v Knesetu bi bila zelo vesela, če bi slišala, kaj pravim o odnosih med Knesetom in pravosodnim sistemom. Zelo malo je, če sploh, članov Kneseta, ki bi bili veseli, da slišijo oba dela tega, kar govorim. In to je tisto, kar naredi Kneset zelo šibkega. Torej, glede na to, kar pravite, kako mislite, da pravosodje bi se moralo spremeniti? In že ste govorili o tem, nekaj podobnega temu, kar ste pravkar opisali, kjer je bila odločitev v vašo korist, pa ste kljub temu ravnali proti njej iz načela. Že ste pojasnili, da menite, da je koalicijski sistem, kljub vsem svojim pomanjkljivostim, in tudi kadar se zdi, da ste lahko, recimo, na slabšem pri nekem vprašanju, ali pa ne na napačni strani, ampak da ste utrpeli določeno ceno za nekaj, kar ste si želeli. Še vedno zagovarjate koalicijski sistem. Torej, ob tem pa kako? Ponovno, kakšen je vaš idealen odnos med kanadsko vlado in sodstvom? Veste, omenili ste, da vam ni bil všeč način, kako je bila pravosodna reforma izpeljana. Ampak ali ste imeli težave z vsebino? Bi predlagali kakšno drugo vsebino? In bi predlagali kaj drugačnega?
Najprej, kot sem rekel, spremembe so potrebne. Če bi želeli, da to povem v enem stavku, bi rekel več ravnotežja. Več ravnotežja, več samoreferenc. Lahko mi sporočite. V redu. Torej, kot sem rekel, več moči Knesetu, ki je dejansko predstavnik ljudstva. Da Vrhovno sodišče ne bi tako zlahka razveljavljalo zakonodaje ali posegalo celo v notranje zadeve Kneseta, manj teptanja Kneseta strani vlade in več nadzora Kneseta nad dejavnostmi vlade. Mislim, da so to stvari, ki bi jih lahko predložili Knesetu s precej širokim soglasjem. Slišim svoje kolege. In čeprav je zelo enostavno vse prikazati kot, veste, povsem črno-belo razpravo, ali si za reforme ali pa si proti reformam, to ni res. Nekatere reforme so nujno potrebne. In bili so nekateri poskusi sprejemanja zakonov, ki so popolna neumnost. In mislim, da v trenutku, ko začnemo s to spremembo, bodo nekatera vprašanja, ki ste jih izpostavili glede dodatnih pooblastil pravnih svetovalcev različnim ministrstvom in pooblastil, ki jih včasih opisujejo kot globoko državo in karkoli že, mislim, da se bo to samodejno nekako uskladilo s to novo realnostjo. In mimogrede, če pogledate odločitve Vrhovnega sodišča pred 20-30 leti, v mnogih primerih se Vrhovno sodišče obrne na Kneset. Omenil bom zelo dobro znano in kontroverzno vprašanje na različne načine. Bile so različne definicije, ampak recimo, da to povemo na zelo preprost način. Kdo je Jud? Zakon o vrnitvi, kdo je Jud in tako naprej. Spomnim se, da so se sodniki Vrhovnega sodišča enkrat, dvakrat in trikrat obrnili na Kneset in rekli, vi morate odločiti, vi morate sprejeti zakon. Če tega ne boste storili, bomo mi posegli vmes. In potem, ko Kneset zaradi vseh mogočih političnih razlogov ni ukrepal, je poseglo Vrhovno sodišče. Trenutno ni tako. Vrhovno sodišče se resnično obrača na Kneset. Oni preprosto sprejemajo odločitve in to je to. In to je nekaj, kot sem že rekel, za kar moramo poskrbeti. Torej, če sem vas prav razumela, menite, da obstajajo zakoni, ki jih je mogoče sprejeti in ki ukrepijo Kneset ter oslabijo moč sodstva pri določenih zadevah. Omejiti moč, oslabiti moč, Omejiti moč. Omejiti moč. Lahko bi trdili, da omejuje moč in krepi vladavino prava ter krepi sodstvo. Druga točka, ki se pogosto pojavlja v oddaji, je vprašanje zaupanja javnosti ali zaupanja v javne institucije. Mimogrede, to zaupanje ves čas upada. In na to opozarjam že leta, to je zelo nevarno. Veste, ne spadam med tiste, ki pravijo, kdo pa sploh potrebuje Vrhovno sodišče. Potrebujemo močan pravosodni sistem. Ko vidim v vsaki anketi, leto za letom, ne govorim o nekih desničarskih anketarjih, ki poskušajo prikazati izkrivljeno sliko, zdaj Izraelski inštitut za demokracijo in drugi, pokazali vam bodo, da zaupanje v Vrhovno sodišče postopoma upada. Lahko trdite in prav imate in rečete, ja, ampak Kneset je ponavadi zadnji. Res je, veste te ankete. Ja, ampak točno o tem govorim, ker je Kneset nepomemben. Kneset je. Jazz, mislila sem, da je bilo to zato, ker koalicijski sistem je tako razdrobljen, da lahko katerakoli oseba, da ljudje, torej volivci, v bistvu pogledajo na Kneset in jim je na začetku všeč, le zelo majhen odstotek tega. Je pred. Morda? Sem preveč pozabljiva? Ne, nikoli nisem razmišljal na ta način. Morda imaš prav, da se oni že od samega začetka ne strinjajo z večino članov Kneseta in tam vidijo le manjšino, ki zastopa njihova stališča. Ampak vseeno, veš, nikoli nisem razmišljal na ta način, to je plodna misel, ampak vseeno bi rekel, da veš,
ko se kneset obnaša primerno in vodi resne razprave. In ne samo upitje in žvižganje in karkoli že. Mislim, da ljudje tako želijo to videti. Želijo videti, da je zakonodaja, ki zadeva njihova življenja, nekaj, kar resnično skrbi člane kneseta. In oni, da člani kneseta niso tam samo zato, da bi prišli v časopise s tem, da svoje kolege zmerjajo z žaljivimi imeni. V redu, imam eno dodatno vprašanje, ki nima nobene zveze z vsem, o čemer sva do zdaj govorili. Preden me s tisto palico za vodevil kar odnesejo stran. In to je povezano z Alijo, o kateri vem, da si govorila o preteklosti. In mislim, da si bila, če se prav spomnim, ministrica za priseljevanje in integracijo. Živimo v zelo zahtevnem času za judovsko skupnost v tujini. Seveda, Alija ni vedno prava rešitev za vsakega posameznika. Ampak zagotovo tukaj v Izraelu veliko nas upa, da bo več ljudi tukaj poiskalo dom in varnost, če je to primerno za njih. In me zanima, ali obstajajo načini, kako bi morala Izrael to spodbujati, ne da bi pri tem diplomatsko stopila komu na žulj v tujini. In tudi znotraj države. Morda z uvedbo sprememb, ki bi ustvarile bolj prijazno okolje za Olim. Verjamem, da petje sladkih pesmi in himne Judov v diaspori o življenju v Izraelu jih ne bodo pripeljale v Izrael. To je, kot ste rekli, uporabili ste besedo, mislim, da ste vi, ali je to primerno za njih ali za tiste, za katere je to primerno. Bil sem kritiziran celo kot minister za integracijo priseljencev, ker nisem pozival vseh naj naredijo alijo. Ko sem recimo predaval v tujini judovski skupnosti ali kaj podobnega. Ker mislim, da morajo ljudje to odločitev sprejeti resno. Emigracija in imigracija. Tudi če temu rečemo alija, ni nikoli lahko. Prilagajanje ni nikoli lahko. Za nikogar. Ne za otroke. To je ena najbolj neumnih stvari, kar sem jih kdaj slišal. Z otroki je tako enostavno. V hipu se prilagodijo. Nikoli ni enostavno. Ne za otroke, ne za najstnike, ne za odrasle, ne za mlade strokovnjake, ne za starejše, ne za nikogar. Še vedno mislim, da je to najboljša odločitev za tiste, ki jo res sprejmejo, ki jo vzamejo resno in pridejo sem. Lahko povem v prvi osebi ednine, na poti v Izrael sem doživel nekaj dogodivščin, kot si omenil, in nikoli mi ni žal, res nikoli mi ni žal dneva, ko sem se odločil narediti ta korak. In tukaj, kar se tiče tega, kako privabljamo nove priseljence, mislim, da je ves naš pogovor relevanten za to vprašanje. Ko naredimo Izrael močnejši, boljši, s širšim soglasjem, z več enotnosti, ne poenotenja, z nekakšnim medsebojnim razumevanjem med ljudmi, smo zelo različni in to je dobro. Ker nimam ničesar za ponuditi recimo zelo ultraortodoksnemu Židu, ki želi se preseliti v Izrael, ali popolnoma sekularnemu Židu, ki noče slišati ničesar o nobeni religiji ali verski pripadnosti. Ampak v Izraelu so ljudje, ki so zelo drugačni od mene, ki lahko veliko ponudijo tem in v bistvu vsem. Tukaj smo različni. Samo poslušati se moramo, ker če ena stran zmaga, judovsko ljudstvo izgubi. In to je nekaj, kar moramo imeti v mislih. Vse, kar tukaj počnemo, vse, kar tukaj sprejemamo kot zakon, vse, kar tukaj promoviramo, vpliva na milijone Judov v tujini in jim pomaga ali pa jim ne pomaga razmišljati o priselitvi v Izrael. Mislim, da je to odličen trenutek za zaključek. Vem, da boste verjetno v naslednjem tednu ali dveh imeli pomembno politično napoved, če bi morala ugibati. In za tiste, in se vidite, ne pritiskam, to ni namen oddaje. Za tiste, ki želijo spremljati zgodbo. Ko pride čas. Ostanite z nami. Najlepša hvala, gospod Edelstein. Serijo bomo nadaljevali z drugimi govorci v prihodnjih tednih. Zelo cenim vaš čas. In veliko sreče. Najlepša hvala, zelo sem užival v najinem pogovoru. Hvala.